Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v studiu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Če ste si kaj želeli izvedeti o letošnjih novomašnikih, imate zdaj priložnost. Z vami sva dva letošnja novomašnika, jaz sem brat Ambrož Brezovšek, kapucin, z mano v studiu je pa tudi Matija Golob. Matija, lepo pozdravljen. Živijo. Matija, ker sveti Matija let razbija, bova midva najprej prebila let z nekaj kratkimi vprašanji. Pa dajmo. Si pripravljen? Vedno pripravljen. Kava ali čaj? Kava. Čokoladni ali vaniljev sladoled? Čokoladni. Gore ali morje? Morje. Beseda, ki te najbolje opiše? Človek. Če bi bil skavt, kakšno bi bilo tvoje skavtsko ime? Matija Golob. Dobro. Čakaj, ti še jaz pa malo vrnem. Čakaj, da ne bom samo jaz razbil, da je leda, ne? Prav. Okay, čakaj, prva misel, ko se zjutraj zbudiš. O ne, spet moramo stati. Zadnja muzika, ki si jo poslušal. Bog ne da, da bi crknil televizor od Adija Smolarja. Najbolj uporaben predmet v samostanu. Žlica. Kaj pa hrana, ki jo ješ vsak dan? Kruh. Dobra izbira, jaz isto. Ti isto. Matija, sicer te naša publika že dobro pozna, ker si bil na podcastu s svojim bratom Martinom, ampak kaj nam vseeno še lahko poveš o sebi? Ja, na podcastu, ki si ga lahko ogledate na YouTube kanalu Kdo kakor on, je o meni in o naju z Martinom veliko in še več. Tako da vabljeni, da si ga ogledate, ne? Da še malo reklame naredim. Ja, kar. Drugače pa kaj bi lahko povedal sebi. Jaz sem pač že diakon, pač pričakujem novo mašo in izhajam iz kmečke družine, iz kmečkega okolja, podeželskega okolja in prihajam tudi iz večje družine. Doma nas je 6 fantov, 5 bratov imam, no? Ki smo skupaj starši doma delali na kmetiji, zraven pa smo tudi veliko, smo imeli tudi tako redno versko življenje in se mi zdi, da je vse to nekako botrovalo temu, da sem se jaz odločil za duhovništvo, da svoje življenje posvetim Kristusu, da sledim temu klicu in tako živim. No. Ste imeli kdaj doma ovce? Ne, ovc nimamo. Imamo samo krave. Kakšne pse, 2 psa, kure, prašiče. Zanima me iz tega vidika, če imaš morda že kakšno izkušnjo biti pastir. Ja, to je bolj moderna paša, ne, če tako pogledaš. To je v bistvu bolj hlevska živinoreja, no. Tako, da smo zdaj že malo te kmečke vode vstopili, tako da pasli smo samo nekaj malega, ne, parkrat. Moramo pa vseeno graditi, mislim, imamo pa vseeno električni pastir, ker moramo graditi pred divjadjo. Tako da, lahko bi rekli, da pasamo koruzo, ker je v bistvu koruza zagrajena. Pa ne rabiš palce tam. Tam pa ne rabiš palce. Kaj bi rekel, katere od teh lastnosti, ki si jih pridobil v svojem otroštvu, mladosti, delo na kmetiji, verjetno si zelo deloven človek, katere so te lastnosti, ki ti najbolj pomagajo pri službi, ki jo boš sprejel? Ja, mislim, da prav te delovne navade. Se mi, da če človek zna delati, pa vidi delo, potem se mi zdi, da je to že veliko. Tako. Se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki je pomembna pri človeku, pa pri duhovniku, da zna delati, pa da vidi del. Pa upam, da sem jo prejel, no. Mislim, da nekako pričakujem pri sebi, da imam neke delovne navade. Pa glede na to, da nas je bilo veliko v družini, tudi to, da ne gledam samo nase, ali pa tudi, da tudi vidim druge, no. Pa verjetno tudi to, da moraš skrbeti za živali, da moraš skrbeti za polje, da se pridela hrana. To verjetno tudi ta skrb ti ostaja in ti zelo pride prav. Seveda, ja, saj kmet nisi samo 8 ur na dan in adijo, ne, ampak si v bistvu 24 ur, vseh 7 dni v tednu, pač celo leto, prazniki so isto, moraš v štalo in tako. V bistvu je dosti podoben, ja. Sam pač tam se ukvarjaš z živalmi, tukaj pa z ljudmi. Ok, manjša razlika. Torej ne boš duhovnik, ki bo imel
8-urni delovnik in potem bo delal svoje stvari. Ja, ne bo, mislim, da tega, no. Mislim, po moje, da ne, no. To se mi zdi kar malo utopično, če bi bilo. Ja, jaz se namreč na kmečko delo ne spoznam, ker prihajam iz mesta, sem bolj mestni otrok, zato te sprašujem mogoče malo bolj te stvari. Skod si ti kaj, no, povej. Ja, jaz bom še jaz Da še jaz malo povedal. izzovem, no, da bom sam jaz govoril. Hvala. Originalno prihajam iz Celja, prav iz centra Celja. Tam smo 20 let živeli z družino. Potem kasneje smo se preselili v Vojnik, ker zdaj uradno sem iz Vojnika, čeprav nisem nikoli tam živel. Torej sem se jaz vedno imel za Celjana. Sem tudi zrastel v številčnejši družini, bi rekel, za današnje razmere. 6 otrok nas je bilo, ampak 2 punci in 4 fantje. In med nami je manjša razlika. Najprej smo 3, pol pa 7-letni nič in pol so še drugi 3. Ampak zdaj so že vsi veliki. Ja, staramo se počasi in ja. Tako kot vsi. Verjetno. Vsi se staramo, ne. Ja. Matija, zdaj so verjetno prebila let, predstavila sva se malo, čeprav bo tega verjetno še kje videti po kakšnih podcastih ali pa časopisih. Tega bo veliko, ja, po mojem, naj bojo kar siti ljudi. Ja. Tako da ne bova preveč o tem. Dejva zatorej še par resnih vprašanj, aktualnih, da malo poveva, kakšno stališče zastopa oziroma kako gledava na različne probleme, ki se danes pojavljajo v družbi, si za to. Pa probaj, ne? Prav. Potem pa te kar vprašam, kako ti vidiš vlogo duhovnika v tem svetu, ko se ljudje vedno bolj oddaljujejo od vere? Ja, ne vem, kako se kaj oddaljujejo od vere. Jaz mislim, da vsak nekaj išče, neko točko, neko vero, neko upanje v tem življenju in mislim, da veliko ljudi spozna, da nekatere te stvari svet ne more dati, a ne? Da je v bistvu na tem svetu vse dosti krhko in takšno, na kar se ne moreš nasloniti, ne? In se mi zdi, da je vera v bistvu eno pa tako močno sidro, na kar se ljudje uprejo. Je pa vprašanje potem, kje to iščejo, ne? Mislim, danes je zelo veliko poti, možnosti, vse povsod ponujajo to in ono, vse nekaj za srečo in to. In se mi zdi, da tukaj se pač moramo potem pa kristjani, pokazati, kaj pa prava pot. A pa nekako ljudem pomagati poiskati to pravo pot. Pa jim dati tudi sami razlog, zakaj mi tako živimo in zakaj tako verujemo. Dati razlog našega upanja. In se mi zdi, da danes veliko bolj poudarjeno to pričevanje, da mi pač pokažemo, pričujemo, zakaj smo srečni, zakaj imamo upanje, zakaj kljub temu, kakršen je svet, najdemo razlog za veselje. Ja, ker recimo tudi sam se sprašujem, to, ko si prej rekel od začetka, da ljudje vedno bolj potrebujejo duhovnost, ampak kje to iščejo? Problem je v tem, ker veliko ljudi pravi, tudi recimo Bog ali pa Jezus ja, cerkev ne. Duhovniki vseeno predstavljajo cerkev, torej so predstavniki cerkve, zagovarjajo cerkev, so, kako bi rekel, udje, ne. Kako misliš, da lahko duhovnik deluje v tem svetu, ko ljudje ne potrebujejo cerkve? Ja, mislim, težko je v bistvu verovati sam. Mislim, cerkev pa v bistvu je neka skupnost, ne, občinstvo, ko v bistvu molimo drug za drugega, se podpiramo in še več, ne, smo nekako tudi del Jezusa Kristusa, ne. Pač ne moreš biti sam v cerkvi, enostavno, pač to ne gre skupaj, da Bog ja, cerkev ne. To enostavno je kontradiktorno, to pač ne gre tako, no. Se mi zdi, da pač je treba v nekih lokalnih občinstvih, pač v župnijah, a ne, tudi vzpostaviti nek tak prostor, kjer se ljudje najdejo, ne, kjer lahko se izrazijo, kjer
kjer se čutijo kot družina, naprimer, večja družina. Že imaš slučajno izdelan nek načrt, oziroma vsaj v glavi nek načrt, kaj bi lahko novega ponudil v recimo enem pastoralnem okolju za te, ki dejansko nič več ne sodelujejo v cerkvi? Aha, kaj novega. Se mi zdi, da v bistvu kaj novega bi težko se odkrili. Bolj se mi zdi, da nek pristop bi bilo treba nek tak odkriti. Nek pristop do takih ljudi, da bi se čutili dobrodošli. Se mi zdi, da je v bistvu na vsaki župniji, na veliko župnijah, veliko priložnosti za sodelovanje, za tudi konec koncev odkrivanje in razvijanje talentov, a ne? In tudi tega, da talente delimo z drugimi. Tega se mi zdi v župnijah veliko, pa lahko en tam kosi travo, ureja okolico ali pa ne vem, karkoli, lahko pa poje, ministrira ali pa vodi kakšno skupino, molitveno ali pa tako. Se mi zdi, da pač po drugi strani pa tudi treba biti nekako odprt za neke pobude ljudi, ki jih imajo. Se pravi, se mi zdi bolj pristop, da je župnija neko odprto okolje za ljudi. Da je prostor, kjer se ljudje lahko zberejo, pa pridejo skupaj. Kaj bi pa ti, naprimer? Recimo, ne vem, sej ljudje recimo tudi radi pomagajo. Radi, ne vem, mogoče bi še dobil koga, da kaj pokosi pa to. Ampak recimo, mogoče je tukaj problem tudi sveta maša. Ljudje ne vidijo več toliko smisla v tem, zdaj vidimo, koliko je sploh po teh mestnih župnijah sploh še občestev, tistih, ki pridejo recimo jutranji maši, tudi večerne maše so zelo slabo obiskane. Ne vem, tudi sprejeti nekoga, ki ni toliko vključen, recimo mi prihaja na misel, ko je enkrat profesor Šegula rekel za en primer novega župnika, ki je prišel v župnijo in je najprej napovedal, da se bo oglasil pri vsaki hiši v župniji. Da bo šel na obisk, da bo potrkal, če ga kdo sprejme, ga, če ne, ne. Se mi zdi to en dober izziv. Mi smo kot ponovinci v Milanu smo hodili dejansko po Milanu od hiše do hiše, od stolpnice do stolpnice, po vseh stanovanjih in smo trkali in to je bilo sicer pred Božičem, ko smo blagoslavljali stanovanja, ne. In se je res, morda si prišel v stik z nekom, ki je pozabil na to, da bi se lahko še kaj približal. In dejansko je nekaj teh ljudi potem začelo redno hoditi k maši in so se tako približali cerkvi in videli so, da niso vsi tam bav, mogoče jih je kakšen duhovnik tam prej prestrašil, pa so potem mislili, da so vsi taki. Kako bi recimo ti rekel oziroma odgovoril na ta izziv ljudi, ki so zaradi različnih škandalov ali pa so sami imeli kakšno slabo izkušnjo in se zato ne približujejo več oziroma vržejo vse v isti koš. Kakšen bi bil recimo tvoj odgovor na ta problem? Ja, v bistvu je bolečina vseh nas, ne. Pač se razume v bistvu lahko takšnega človeka. Je tudi moja bolečina, da se take stvari dogajajo. Po drugi strani pa smo tudi vsi nekako za te stvari odgovorni, ne. V bistvu vsak moj greh ali pa neko tako dejanje je v bistvu nek škandal v bistvu v cerkvi, a ne. Pač nekateri so pač tako veliki, nekateri tako v nebo pijoči, ne, če lahko tako rečem. Da res lahko prizadene široko skupnost, ne. Tukaj se mi zdi, da se pokaže cerkev kot tista, ki je eno telo in ki trpi, ko en del uda trpi, a ne. Jaz bi bolj predlagal to, da poskušamo biti sočutni, a ne, in do takih, ki so to storili, pa do tistih žrtev ali pa karkoli. In da se zavedamo, da smo vsi v cerkvi, v Kristusu povezani, a ne, in da je lahko to bolj za nas neko svarilo, da pač na take stvari pazimo, a ne. Da smo pozorni na to. Ja, je pa pač vedno taka škoda, pač neki ljudi še zraven potegne pol
kadar se nek tak škandal zgodi, a ne. Ja, tudi jaz vidim ta problem, ampak mogoče je res to, da iz nepoznanja, v bistvu iz nepoznavanja izhaja strah, ne. Torej, Tudi, če nekaj poznaš, potem lahko drugače pogledaš na to in se mi zdi, da je tudi ta možnost dati ljudem oziroma jim pokazati, da so tudi med duhovniki razlike, da niso vsi enaki, da nekdo pač deluje bolj v to smer, drug v drugo smer, da je nekdo tak karakter in drug karakter. In je mogoče tukaj prikazati tudi to širino cerkve. Jaz vidim, da če ljudje enkrat spoznajo, da ta župnik pa ni tak, kot je bil prejšnji, ker prejšnji mogoče zaradi česa ni ugajal, pa jim zdaj ta malo bolj. Ali pa obratno je velikokrat tudi, ne. Ali pa obratno, ja. Ampak da se vseeno poskuša približati ljudem to, da no sej smo drugačni, ne, tudi mi, da nismo vsi ukalupljeni. Mogoče oni mislijo, da iz semenišč, pa mogoče tudi samostanov, prihajajo ene figurce po istem kalupu narejene, pa to ni tak, ne. Ja, kot da bi modelčke delali tam. Ja. Ne, ni, sej to v bistvu ni zdrav, ne. Mislim, ne bi bilo zdravo. Ja. Tudi jaz, se mi zdi, da sem se tudi v semenišču nekako tako oblikoval, da sem tudi oblikoval neko svojo osebnost, pa da sem jo utrdil, no, mogoče bolj. Ker v bistvu ne moreš ti oznanjati Kristusa brez tega, kar si. Pač znaneš ga iz sebe, iz tega, kar si. Ker Bog pač je vsakega človeka ustvaril posebej, a ne, s svojimi lastnostmi in Bog ne daj, da bi to zatrl, ne, v človeku. Pač, s tem, s čimer nas je Bog ustvaril, s tem se potem tudi dela, ne. Ja, vidiš, to sem jaz tudi opazil pri nas v samostanu, da se je zelo gradil na tem, kaj človek je. Ne, da se ga spreminja, ampak da s tem, kar je, da se ga poskuša usmerjati, ne, in mislim, da je tudi pri vas tak, da v bistvu se noče več v eno smer voditi vse, ampak to, kar si pluriformnost, ali kako bi rekli po slovensko, da je torej več form, več oblik možnih tudi za ta poklic, ne. Še zadnja, mogoče še zadnja taka tematika, malo težja. Kako gledaš na to, da se danes večkrat duhovnik mogoče more spopadati z osamljenostjo in nerazumevanjem? Kako to razumem? Drugač, se mi zdi, da je to včasih tudi tako, da jaz še nisem duhovnik, no, težko bi rekel, da je iz lastne izkušnje. Ampak če izhajam iz tega, kar pač sem doživel, naprimer, letos na praksi v Moravčah, ne, pač lahko duhovniku nikoli dolg čas, no. V bistvu ti še paše, če daj kakšen popoldne, tako bolj miren ali pa tako, no. Pač iz te izkušnje, lahko tako rečem. Se mi zdi, da pač je pač veliko možnosti, da duhovnik ni osamljen. Dobro, je pa mogoče malo drugače to, ker je drugačen način življenja tukaj, ne. Pač duhovnik ni poročen ali pa nima svoje družine in potem je mogoče včasih to lahko neka kriza. Ja. Po drugi strani pa lahko župnijo vzameš kot neko družino, a ne. Z mnogimi otroki in ti si njihov oče in si vesel, ko so ljudje veseli in si žalosten, ko so žalostni, jokaš z njimi, se z njimi smejiš, si obdan z otroki, starši, in se mi zdi, da se nekako to pač duhovnik pač se vključi v to dogajanje in se mi zdi, da lahko na tak način tudi premaga neko to osamljenost. Sicer je pa tudi pomembno tudi neka to druženje med duhovniki, ker vseeno pa duhovnik rabi nekega človeka, s katerim si kaj podeli, kaj pove, ali pa enostavno podruži, a ne. In se mi zdi tudi to pomembno, ja, da se srečujemo duhovniki med seboj. Vidiš. No, ker recimo tudi pri nas v samostanu sicer smo v skupnostih, ampak
vedno lahko pride do tega, da si do osamljenosti. Ne sam, ampak osamljen. In ja, se mi zdi, da je pomembno tukaj stopati iz sebe, stopati iz svoje sobe, ne vem, stopiti korak k sobratu, ga včasih mogoče vprašati, tudi če je neprijetno, ga vprašati, kako živi, kako je, stopiš, potrkaš na sobo in se razvije neka debata, tudi če se ti ne da. Ravno iz tega vidika, ker če ne, se hitro zgodi, da se lahko ravno mogoče zaradi tega nerazumevanja od drugih, mogoče zato, ker nismo enaki kot tisti zunaj, da se ravno zaradi tega lahko zgodi to, da se začne zapirati, da se vsak začne zapirati v svoj svet. Je pa tukaj se mi zdi tudi sakramentalno življenje pol pomembno, ne? Bravo. Neka molitev, pa sveta maša, pa potem še posebej sveta spoved, kjer se potem ta prostor odpre, v bistvu. Osamljenost res bolj iz srca, se mi zdi, izhaja in da se pač odpre ta srce in prostor, da poveš, pa duhovni pogovori, so tudi v bistvu pomembni. Evo, bravo, Matija. Zdaj si zadev žebljico na glavico za na konec in če sveti Matija let razbija, kot so ga midva na začetku, če ga pa ni, ga bomo pa naredili. Tako da lahko s tem zaključiva današnji pogovor. Se ti lepo zahvaljujem. Ja, hvala, Ambrož, tudi tebi za to vodenje in vprašanja in lep pogovor. Mogoče še kdaj. Adijo. Srečno.